Se sem tudi, ko sem se usekval, sem tudi molil. A boste zdržali še 10 minut? Ali smo že ful predolgi? Ne? Bo še šlo? Ok. Ta točka te odločitve, ne? Kot sem rekel, jaz nisem takrat živi svetnik, sem še zmer človek, ampak jaz se želim vsak dan znova spomniti na to svojo odločitev, pa tudi stokrat, če je treba. Jaz želim živeti ta svoj svetopisanski pogled na svet. Ampak v meni še zmeri deluje tisto, kar sem se naučil cel življenje. Ves ta svet z vsemi njegovimi idejami je še zmer v meni. Zato za mene velja tisto, kar prav Pavel v pismu Rimljanom, prav preobražajte se torej z obnovo svojega uma. Mi moramo preobražati svojo glavo. Mi moramo vedno bolj vstopati v to zgodbo, se učvrščevati v njej. Mi se moramo vedno bolj zavedati, za kdaj živimo. Glejte, ta rdeč delček, tam na koncu. Ta delček je tistih 80, 90, 100 let na tem svetu. Mi ponovadi znotraj tistega rdečega delčka najbolj skrbimo, kaj se nam dogaja, pa kaj se nam bo dogajalo. Joj, kaj bo? Pozabljamo pa na tisto, kaj bo pol. A veste, štos, ko sta bila dvojčka v maternici, pa sta se pogovarjala, pa je eden rekel, ti, a misliš, da obstaja mama? Pa prav drug, ne, kakva mama, kaj pa je to? Pa prav, jaz pa nekaj čutim, nekaj slišim, en tak bum, nekaj skus dela, pa tako, ne vem, od nekje dobiva ta futer, to hrano, pa tako, ni nama to hudga, no, jaz pa mislim, da je še kaj, no, da je mama, pa da tudi pol še nekaj je, pa prav on drugi, da je nekaj, no, veselje. Glejte, na podobno drugačen način bo naše življenje pol v večnosti. Svetopismo pravi, kar oko ni videlo, kar uho ni slišalo, to je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Ne znamo si sploh predstavljati. Mi smo tukaj na tem svetu poklicani, veste, k zvesti improvizaciji. Vemo, kakšna je ta naša zgodba, vemo, kam nas vodi, ampak tukaj pa lahko mi življamo malo po svoje. Znotraj te naše zgodbe. In včasih je prav težko. Včasih je prav misija nemogoče. Ne? Kako naj jaz maram tistega, ki ga ne maram? Težko! Sploh, če probam jaz delati to iz svojih moči. Ne moram. Če jaz nekoga ne maram, ga jaz sami sebe ne moram imeti rad. Lahko ga pa imam rad po Bogu, ki živi v meni. Ne? A veste, kdo je to? To vprašanje je zdaj zadnji mesec postalo mečken lažje, ker je en film prišel ven, da vam namignem. Zdaj, če povem ime Chesley B. Sully Sullenberger. Kdo je v kino hodil? Nič. Je predelči zrodu do kina, ne? V glavnem, to so naredili zdaj film o njem. To je en stric, ki je bil leta 2009 kapitan leta US Airways 1549. Zgodil se je 15. januarja 2009, ki je poletelo iz newyorškega letališča LaGuardia. In je takoj po tistem, ko je vzletelo, mislim, da je doseglo neko višino, se je zgodil usoden trk. Usoden trk s tukšnimi živalmi, kaj tole. Kanadske gosi. Jata kanadskih gosi je zašla v vse motorje tega aviona. In možakar je s tem avionom letel nad najbolj gosto poseljenimi območji na svetu. Manhattan, Bronx. In kaj naj zdaj tak človek naredi? Ali naj gre na Teterboro Airport tamle v New Jerseyju, ali naj gre na New Jersey Turnpike, to je ena taka tudi avtocesta, ki vodi v New York, ali naj se okoli obrne pa proba tam drugje na vodi pristati. Možakar se je odločil, da bo pristal kar lepo na reki Hudson. Njegovo mojstrstvo je bilo na velikem preizkusu, ker, če si predstavljate, en ogromen potniški avion, ki pristaja na reki,
Če ga mečken eno krilo pride prenisko dol, kaj se zgodi? Zavrti se, obrne se takoj, ne? Če pride z nosom prekmal, ga obrne tako, ne? Zelo težko, ne? Poleg tega, ko je pristajal, je mogel iti tik nad mostom. In veste, kako je pristal? Pristal je dedi tako, da se je pripeljal direkt v štric z potmi teh, kaj so že, trajektov, ki so čez reko vozili. In je v roku 2 minut bilo pri avionu veliko število trajektov in so vse ljudi lepo rešili in ni bilo ene same smrtne žrtve. Temu še zdaj rečejo Čudež na reki Hudson, zdaj je glih film odzvoni s tem naslovom Sully, igra ga Tom Hanks, pa ga še nisem videl, prav rad bi šel. No, tukaj je stric Sully, ki razlaga, kako se je kaj zgodilo, ne? Zakaj je ta dec lahko to stvar tako dobro spelo? A je to en mladič? Ni, ne? Izkušnje. Možakar ne sem, da je pilot, on je inštruktor jadralnega letalstva. Če bi možakar takrat odprl pilotsko biblijo, navodila, pa šel brat, kaj naj naredi, bi se vse skupaj čisto drugačni. On je vse življenje delal dobre odločitve. In tukaj je bistvo, gledajte. Mi, kristjani, včasih mislimo, da moramo po lojtrci plezati, dobra dela delati, pa plezati v nebesa. Si bom že zaslužil nebesa. Ne. Niste odrešeni zaradi dobrih del, da se ne bi kdo hvalil, prav Pavel. Odrešeni smo zaradi Kristusa. To je prvi korak. Zelo pomembno je pravilno zaporedje. Drugi korak je pa, odrešeni ste v Kristusu za dobra dela, da bi po njih živeli, pravi. Se pravi, najprej jaz vem, da sem odrešen, potem pa skupaj z Bogom živim in sodelujem in delam dobra dela. To je moje krščansko življenje. In zdaj, vsaka odločitev, veste, znanstveniki ugotavljajo, ne? Rečem, kaj znanstveniki ugotavljajo, da je z vsako odločitvijo lažje. Da se krepijo sinapse za dobro ali pa za slabo v možganih. Delali so raziskave na možganih londonskih taksistov in so ugotovili, ker London je ful kompliciran, da imajo prav povečan tisti del možgan, ki je odgovoren za prostorsko percepcijo. Naše telo, naše možgani se prilagodijo. Prilagodijo se tudi naše moralne mišice. Ampak še vedno ga bomo v življenju kdaj posrali, je tako. In je prav, da gremo k spovedi in da se tega spovemo. Ampak ne moraš vsak dan 10-krat iti k spovedi. Zaradi tega je pomembno, da tudi vsako stvar, ki jo zaznamo, ki nam je Sveti Duh pove, da smo naredili narobe, rečem, priznam, strinjam se, sorry, tole ni bilo v redu. In potem vdihnem in rečem, napolni me s Svetim Duhom, gremo skupaj dalje, dajmo. In da jaz zaupam Bogu, ok, ti si moj Bog. A veste, kaj je Božja volja za moje življenje? Božja volja je za moje življenje je točno tisto, kar bi si jaz sam izbral, če bi vedel za vsako posledico vsakega dejanja. Isto stvar bi si izbral, ker bi si izbral najboljše zame. To si tudi Bog želi zame in za vsakogar od nas. Jaz moram to zaupati in živeti v tem zaupanju. Pri tem bi zdaj na hitro rad sem pomenil, da je zelo pomembno, da berem Sveto pismo. Da ga berem, da s tem hranim mojo dušo. Koliko je treba vsak dan jesti, je treba tudi to prijateljski odnos z Bogom vzdrževati vsak dan. Iz te zgodbe, veste, nas hitro pocuza ven. Hitro. Če se vsak dan znova sami ne vklapljamo vanjo. Takoj te pocuza. Takoj. In zato je pomembno, da mi to vzdržujemo. Z branjem Svetega pisma. Psalmist prav, Božje besede so tako kot zlato. Veste, kaj prav pa Jeremija? V Stari zavezi je rekel takole. Osupnite nad tem nebesa, zgrozite se vsa presunjena, govori Gospod, saj je moje ljudstvo storilo dvojno podobijo. Zapustili so mene, studenec žive vode, pazi, Izrael, suša, studenec žive vode. In
si izkopali kapnice. Kapnice, razpokane kapnice, ki ne držijo vode. To so Izraelci res delali včasih, zaradi tega, ker pač dež padel, so mogli nekje imeti tisto vodo. Ampak Bog pravi, vi imate rajš tisto postano vodo, pa ne samo postano vodo, razpokane kapnice, ker še tista posrana voda odteka stran. Kakor pa mene, student žive vode. A veste, zakaj vam to pripovedujem? Ker imamo tudi danes med nami zelo fajn kapnice. Zgledajo malo lepške včasih, niso več tako olukne, skopane, so pa še zmer take pravokotne oblike, a veste. Še zmer so take pravokotne oblike, ne? A je to? Herr Bergdoktor, guten Tag, ja, sehr gut. Martin, jaz sem tudi gledal Martina, vse je bil lušen, ne? Če ne rečem, ne? A veste, kaj sem največkrat slišal za eno besedo pri Martinu Gruberju? Se sem nekaj napisal en članek o tem. Največkrat slišana beseda pri Martinu Gruberju je bila Trennung. Ločitev. Koliko normalnih familij ste videli v Martinu Gruberju, v Herbert Bergdoktorju? Koliko? Nobene niti enkrat. Pa je to katoliško okolje, pa je to lepa hribovska vasica, ki bi si vsak od nas Slovencev želel živeti v njej taki lepi vasici. Vi že živite v njej. Je to veliko bolj na nas vplivalo, kot kakšne ameriške ali pa mehiške limonade, ki so nam delč. To nam je pa bliz. Martin je šel za Božič k maš. To je naša kapnica. Pravi en ameriški znan pastor, Rick Warren pravi, ne moreš ti 3 ure zjeti televizijo, pa 3 minute brati svetopismo, pa misliš, da boš živel kot kristjan. Da boš živel v tej zgodbi. Ne boš, ker ti opere glavo. Dajmo vzdrževati ta odnos. Lahko je zelo enostavno. Greš zdaj na Google Play, tisti, pa si dol potegneš lekcionar. Aplikacija na mobitelu, ko vsak dan dobiš Božjo besedo dneva. Pa si lahko lepo vsak dan mingrede prebereš. Logreš na spletno stran biblija.net, pa si potegneš dol. Jaz sem še zmeri rajš knjigo, svetopismo v knjigi, ampak včasih ni cajta za to. Pomembno bi bilo, da bi si vsak dan vzel cajt za branje svetega pisma, da bi si najdel svoj kotiček in da bi bral. Jaz vam tukaj ene zloženkice od svetopisanske družbe, ki vam bojo pokazale seznam 100 odlomkov iz svetega pisma. Če kdo hoče začeti na nov brati svetopismo, zelo priporočam, če nimate svojega svetega pisma ali pa ga imate, da si zraven kupite tole knjigco. Zelo poceni, 10 €, 12 € je stane. Notar je 100 bistvenih odlomkov iz svetega pisma, od stare do nove zaveze, 50 stara, 50 nova, in govori prav tako gre čez celo to zgodbo, ki smo danes omenjali. Jaz se res priporočam, če hočete začeti z navado branja svetega pisma, je tole super. Če ste tako, da že dalj časa berete, mogoče kdo uporablja pri družini, izhaja zadeva, ki se reče beseda med nami, ali pa zdaj tudi že magnifikata, ne? En tak pripomoček, ki nam pomaga ostajati v besedi. Še zmeraj mislim, da je zelo pomembno, da tega ne dela samo eden v hiš. Če sta mož in žena skupaj v tej zgodbi, je to mnogo, mnogo lažje. In je mnogo lažje vztrajati v tem pogledu na svet. Zato vas pri družini in življenju vabimo, da se nam kdaj pridružite na kakšnem teh naših seminarjev, verjetno je že kdo bil, nepozabni trenutki za naju, kjer ste skupaj poročeni, možje, žene, si vzemite tole zloženko, vzemite si tudi tale časopis, če bi bil pa kdo zainteresiran za zakonsko skupino, tam pa tudi to skupaj prebiramo, se učlenjujemo v to zgodbo, pa tudi se lahko pri meni zglasi, no. Čeprav pač ni namen tega dneva, da se zdaj kakšna zakonska ustanavlja, ampak tako vidimo, da v tem ne smemo biti sami. Pomembno je, da tudi znotraj občestva, recimo
ne vem, če se ena ali pa dve gospe odločijo, jaz bi pa rada začela s tem. Dajte se skupaj pokuplati, pa se pol med sabo malo spodbujati. Ker jaz sem zdaj danes tle prišel, pa sem to nekaj povedal, mogoče se vas je kaj dotaknil, ampak svet in mi ljudje smo takšni, da enostavno vsega preveč in da se na te stvari pozabi, če se ne dela naprej. Ne? In je pomembno, ali da res sami začnete nekaj delati, ali skupaj še s kom, najlepše, če mož in žena lahko skupaj v tem živita. To ful pomaga tudi v tem, da drugem pri odnosu, recimo pri gradnji odnosa pomagate. No? Se pravim, več o tem pač na tem našem seminarju spregovorimo. Tako da, z moje strani je za danes to. Upam, da ste že fejst lačni, ker zdaj boste lahko pa jedli. Okay. Hvala lepa.